Bom tako napovedala kar naprej, zato ker smo malo v časovni stiski in je med bikom in škorpionom, se razhajamo z iluzijami o dobrotljivosti oblasti. Iščemo vsebinske in organizacijske odgovore, kako se rešiti. Kako rešiti naše potomstvo, kako samo ljudstvo naj reši svojo krošnjo, potem ko se obrnemo k koreninam. In seveda pri tem je eden najbolj glasnih in z najglobljim ugledom v dogajanje nekdanji vodilni gospodarstvenik in politik, predsednik državnega sveta, magister poslovnih ved, Blaž Kavčič, dobrodošel vodilni. Hvala, ker si z nami. Zelo nas veseli, da nam boš kot zdajle avtor tudi knjige, ki bo kmalu išla in boš tudi o njej še kaj več povedal, nakazal, kot smo rekli, pot rešitve, kako jo najti. Pa kar izvolite. Hvala lepa, Darja. Vsi iščemo, moram reči, da mi je bilo tudi zelo zanimivo poslušati predhodni predavateljici. Mislim, da se marsikaj da kompatibilno ugraditi v pristop, ki vam ga bom razložil. Se pravi, spoštovani vsi, spoštovana Darja, res hvala za vabilo. Lepo, da ste se udeležili tega. Želim se vam zahvaliti za vse vaše dosedanje in sedanje misli in dejanja v smeri obrambe pred koronskimi ukrepi. Vsi, ki ste tukaj, zaslužite zahvalo. Moj pogled se je razvijal skozi desetletja. Zadnjih 15 let študiram, kako družba deluje, na osnovi tega, kar je Darja omenila, moje ekonomske osnovne izobrazbe, magisterija iz poslovnih znanosti. 30 let sem delal v gospodarstvu, praktično kot iskraš in v mednarodnem konzultingu, 10 let v politiki. In zadnjih 15 let preverjam vse tiste osnove politično-ekonomske in politično-filozofske, kako deluje družba. Kajti tako kot številne druge fakultete, tudi ekonomska fakulteta popolnoma napačna indoktrinacija. In sicer nauči nekaj metodologij, nekaj elegantnih matematičnih modelov, neki gradniki znanja so koristni, človek dobi tam neko pogled, ampak tako kot nekatere druge fakultete postavlja temeljne kategorije na glavo. To, kar sta predavateljici pred mano povedali in kar jaz imam namen povedati, bi se morda dalo simbolizirati tudi s tem izrekom, kdor se ne premika, ne čuti verik. Premikanje je pa telesno, fizično ali pa duhovno. Smo v situaciji, ko otopeli ljudje ne čutijo verik. Zdaj, moje analize in predlogi padajo na plodna tla med ljudmi, ki so že spoznali, da je nekaj hudo narobe pri upravljanju sveta in družbe, da smo sredi hibridne tretje svetovne vojne, da so nakane sovražnika smrtonosne. In jaz sem se odločil in mi smo se odločili, da se bomo borili za preživetje. Torej, z ljudmi, ki so prišli do tega sklepa, se lahko bolj produktivno pogovarjam. To, kar 2 leti govorim in pišem, pa se lahko zdi napačno ali pa pretirano vsem tistim, ki upajo, da se bodo stvari same po sebi vrnile v staro normalo, da se bodo svetovni odločevalci kar naenkrat začeli odločati v dobro ljudstva in narave in delovati v naš prid.
da se bomo rešili skratka v okviru sistema, ki je privedel do tega, kjer smo, to je koronska democidna vojna proti človeštvu. Democidna vojna pomeni, da ne gre več za genocid, ampak za democid, konkretno za vojno proti vsem ljudem, ne proti eni sami skupini ljudi. Pogovor o tem, kako stopiti na pot preživetja, je torej smiseln za tiste, ki so se že odločili, da bodo na to pot stopili. Gre namreč za našo skupno osvobodilno aktivnost. Se pravi, delovanje, hojo, tovariško sodelovanje na poti proti cilju, ki smo si ga začrtali. Svobodno življenje v naši svobodni državi Sloveniji v kakovostnem naravnem in kakovostnem družbenem okolju, to je nek konkreten cilj. Sedanja pot slovenske države in družbe pa je v nasprotni smeri, 180 stopinj drugam. V smeri ene globalistične svetovne uprave in sintetike namesto narave in duhovnosti. A to drži? Vas vprašam, kaj je to COVID-19? Vmes malo za ogrevanje. Kaj je COVID-19? Ime. Se je laskovanka, je, ne? Veček je že. Veček je nič novega. Ja, Klaus Schwab je o tem napisal knjigo. In če pustimo mi ob strani zaenkrat viruse, pa cepiva, pa te stvari, COVID-19 je predvsem največji projekt v zgodovini človeštva, ki presega večkratnike svetovnega bruto družbenega proizvoda. Največji projekt v zgodovini človeštva. Je najbolj kompleksen projekt, ki je naenkrat čez noč ustavil, spremenil, raztresel delovanje gospodarstva in družbe. Najbolj dolgoročno planiran. In tukaj treba iti malo vsebino. Nekatere korenine gredo v začetek 20. stoletja, recimo 1946 je bila napisana knjiga o kibernetiki, ki je že začrtala kibernetsko vizijo družbe. Leta evgenično, seveda nabita, z evgeniko. Evgeniko poznate, evgenika je mati nacizma in fašizma, se pravi, to je filozofija večvrednosti ene skupine ljudi, in jemanje pravice za šarjenje po DNK-ju torej naravnih bitij in narave. No, potem je leta 1992 otvoritev olimpijskih iger v Barceloni. Tam je bila predstavljena celotna scenografija virusov, korone, teh hider, ki jih zdaj z mikroskopi odkrivajo v cepivih. Vse je bilo prikazano leta 1992. Mimogrede, olimpijske igre, mi moramo razumeti, kaj je to. To je evgenična hitlerijanska indoktrinacija, to s plemenitostjo športa nima nobene zveze. Potem, leta 2010, v projektu Lockstep, Rockefeller-Gatesove fundacije, so bili razkriti vsi bistveni elementi projekta COVID. Takrat ni bilo ime COVID še uporabljeno, korona je bila uporabljena. In tudi je bilo predvideno, da se bo ljudstvo upiralo. In kako ravnati. Potem je bila znana, to ste verjetno gledali, otvoritev olimpijskih iger 2012 v Londonu, kjer je ponovno bila še nadgradnja te scenografije in z Borisom Johnsonom tam v bolnici, pa bolniškimi sestre, grozljivo, skratka. Ustudno, tako je. No, da ne gremo predaleč, ampak leta 2019 Event 201, se pravi dogodek 201 v
v New Yorku, kjer je bila štabna igra, kjer je bil predelan celoten projekt oktobra 2019. Kako bomo izvedli? Ena od temeljnih strategij je, preplavljali bomo ljudi z informacijami. Zato morate imeti sebe zdaj tudi malo radi. Ne pustite se fopati pa strašiti preko neke mere. Vse vemo že zdaj. Zdaj od te točke naprej morate absolutno odpovedati vse te režimske medije. Informirajte se po teh svobodnih kanalih. Drugač, vsak normalen človek znori. Ja. Je tam vprašanje, komu verjeti? Ja, no, o tem bomo nekaj besed še povedali. O tem bomo nekaj besed še povedali, res je. No, zdaj, v knjigi, ki jo je Darja malo omenila, kako bomo preživeli in uspeli, ki je zdaj v vezavi, z dr. Katarino Vidner-Ferkosov je napisala, sva med drugim predstavila v tej knjigi čredo slonov. To so družbeni pojavi, ki imajo usoden vpliv na naše življenje, ki so prevladujoče prisotni in vplivni, ampak jih ljudje ne opazijo. Ali pa jih nočejo opaziti, ali pa nočejo priznati, da so jih opazili. To so psihološki učinki, kognitivne disonance, Milgrama, štokholmskega sindroma in tako naprej. No, sloni, na katere vas moram opozoriti na kratko, so naslednji. Prvič, oblast, ste omenjali, ne deluje v dobro državljanov in planeta, ker so institucije in motivacije postavljene tako, da to ni mogoče. Dobro, imamo sistemski problem, ne gre samo za barabe, ljudi brez znanja, ne gre samo za korupcijo, gre za to, da v danem sistemu ne more biti drugače, ker sistem deluje odlično. Ne pustite se zapeljevati tisti in smo že zmagali, vse se ruši. Nič se ne ruši, porušile so se stvari, ki so bile dobre za nas. Vse tisto, kar je pa slabo za nas, se pravi represija, pa ohranja moč. No, to je prvi slon, drugi. Vse, kar se dogaja v človeški družbi, je posledica odločitev. Najpomembnejše odločitve za življenje in delo ljudi se sprejemajo v institucijah, ki jih v ustavah nacionalnih držav ni. Ni nobene zadeve, ki bi se zgodila kar tako iz neba sama po sebi. Imate ukaze, imate odloke, zakone, odredbe. In zdaj smo v situaciji, ko misli Svetovna zdravstvena organizacija uvesti eno svetovno pravo in razveljaviti praktično vse nacionalne ustave. Odločitve. In dokler se sistem sprejemanja odločitev ne menja, drugačnih odločitev ne bo. Oblastniki pospešeno zastrupljajo ljudi, naravo, vodo, hrano. Zastrupljajo. Oblast nas zastruplja. A je lahko še kaj bolj groznega? Oblast nas zavestno zastruplja. Poglejte v nebo, sledi razprševanja strupenih snovi, namesto sonca strupene megle. Maske. Dušenje, zastrupljanje in uničevanje psihe in kognitivnih sposobnosti otrok. Testiranje. Se spominjate, v začetku korone so levičari, liberalci, testiraj. Več moramo testirati, da bo to testiranje je zastrupljanje. To je levi fašizem. Zastrupljanje in pa poškodovanje naše psihofizične integritete. O tem ste nekaj govorila, tudi o nazofaringsu pa teh zadevah. To so grozovite zadeve. Politične stranke so sistemsko zgolj transmisija za prenos odločitev koncentriranega kapitala v izvajanje. Če bi politična stranka zastopala interese ljudstva, bi propadla. Temu se ne moramo izogibati, to je slon. Kdor verjame, da bo katerakoli stranka lahko rešila, ne more, ker ne more nastati. In vse tele stranke, ki nastajajo, imajo svoje botre zadaj,
ki imajo zelo oprijemljive interese. Oprijemljive. Sistem je postavljen tako, da imajo največ bogatstva in posledično največ odločevalske moči tisti, ki povzročajo največ škode človeštvu in planetu. Elon Musk, eden glavnih transhumanistov, si je med pandemijo prigrabil 600% večje premoženje, med projektom Korona postal najbogatejši Zemljan, je pa zgolj marioneta satanistično-evgeničnih staršev. Vse, kar je počel, je po naročilu in za denar ameriškega vojaškega proračuna. Nobenih čudežev ni tukaj, nobenih garaži ni nič razvil, nobene zadeve. Od okoljsko pogubne Tesle do kontrolnih satelitov v orbiti, od čipov za vgradnjo v človeške možgane, za robotizacijo človeka. In idioti celega sveta vzdihujejo od vzhičenja, da je kupil Twitter. Zdaj bo pa svoboda Twitterja. Banke so si prigrabile monopol proizvodnje denarja. Vrednost pa ne nastaja v bankah, ampak je vrednost rezultat ustvarjalnosti človeka. Brez človeka, brez družbe ni vrednosti. To je ena velika utvara. Večina ustvarjenega je namenjena uničenju in uničevanju. Vojne, reklama, farmacija, zastrupljanje. Pred korono je bilo to 75%, po koroni čez 90%. Nobena še tako dobra tehnologija ne more rešiti problemov, ki jih povzročajo sprevrženi družbeni odnosi. Lahko so tehnologije odlične, ampak uporabljene so tako, da povečujejo koncentrirano moč odločanja, niso pa uporabljene tako, kot smo nekoč bili navajeni, ne? Tehnološki dosežki, pa bela tehnika, pa pralni stroji, pa dobrobit, da lažje delamo, da lažje živimo in tako naprej. Tako je v nekem obdobju bilo. Mimogrede, med vsemi temi izmi, v bistvu je bil za človeka najbolj prijazen sistem do sedaj, obdobje tako imenovanih zlatih let kapitalizma na Zahodu, kjer je šlo za neko obliko razumno upravljanega kapitalističnega sistema z nekim samoomejevanjem v odnosu do človekovih pravic in do človekovega standarda, takrat je rastel srednji razred, in z omejevanjem odnosov do narave. Ta zadeva se je tam leta 70 z vzponom neoliberalizma razsula. Razvoj in tehnologije se ne spuščajo na zemljo po naravnih zakonitostih ali božji volji. So izključno posledica investicijskih odločitev. Se pravi, ko reče, ja, to bo pa, to delavcev bo treba odpustiti zato, ker bojo roboti delali to, pa ker bojo zdaj tele tovornjakarija, ki protestirajo, Elon Musk itak misli brez avtomatske tovornjake upeljati, ki bojo brez šoferjev, ne bo koga, ki bi protestiral. Hočem reči, te tehnološke odločitve, ki so lahko sicer zelo elegantne na prvi pogled, ne nastajajo kar same po sebi. Nič se iz neke glave enega genialnega znanstvenika iz Jožefa Štefana ne prelije direktno v nek produkt, ampak so vmes milijarde in milijarde. Milijarde se pa investirajo tja in na način, da so tudi dobre tehnologije uporabljene na način, ki je za nas 99% slab. Imperializem povzroča revščino, revščina pa dviga nataliteto, mimogrede. Pomoč Afriki ni potrebna, Afriko je potrebno nehati ropati.
samo za malo za ilustracijo, ne? Ker imamo zdaj prenaseljenost, pa to, pa ubogi afrikančki, ki so ubogi, ne nas narobe razumeti. Samo tisti, ki jih ropajo, ne, pravijo, nam zbirajte denar za lačne Afričane, oni jih pa ropajo. Ne? To so taki sloni. UNICEF je pač ena najhujših zgodb. Bono pa taki gangsterji. Propagiranje konkurence in prostega trga je privedlo do monopola. Lastništvo v človeški družbi še nikoli ni bilo tako koncentrirano. Večino gospodarstva in vse več naravnih virov lastniško obvladujeta dve investicijski naložbeni korporaciji, BlackRock in Vanguard. V ozadju teh korporacij pa je peščica milijarderskih družin. Tak sistem nam preživetja ne omogoča. Terorizem. Globalni terorizem lahko deluje samo z globalnim financiranjem. Ni, da bi se v neki puščavi tam nepar norih islamistov spomnili, pa ne, mislim. Ja, pa kar ljudje kar verjamejo, pa hodijo ovce po letališčih, zdaj v tistih, niti 1000 milijard so šle za tele varnostne ukrepe na letališčih, a ne v teh desetletjih po 11. septembru, nič ni bilo rešenega z njimi, ljudje pa smo se navadili hoditi kot ovce v tistih, pa da te šlata, pa pregleda, pa tako. Poslovni model farmacevtike in drugih korporatiziranih dejavnosti z področja zdravstva je utemeljen na povzročanju in spodbujanju bolezni. To so taki sloni, preko katerih ne moramo. Taka družba ne more funkcionirati v dobro človeka. Ne? Kako je to sploh mogoče? Normalnemu človeku je težko doumljivo, da vse, kar se dogaja, ni posledica napačnega odločanja posameznih politikov, njihove slabe informiranosti, njihove podkupljenosti. Vse to je lahko res, ampak ni odločilno. V knjigi uporabljajo izsledke vodilnih političnih filozofov, političnih ekonomistov, antropologov, sociologov, psihologov, naprimer profesorja Matijasa Desmeta, ki je zadnje leto razkril globalne učinke masovnega formatiranja in hipnotiziranja prebivalstva. Večina ljudi je hipnotiziranih po izsledkih tega belgijskega psihologa. 30-40% je pa inertnih, a ne 30-40 je 70, 30% pa on ocenjuje, zdaj, dobro, to so pa čiste njegove študije, da je samo 30% ljudi v povprečju sposobnih kritičnega mišljenja, da razmišlja, da si postavlja vprašanja. Kar še ne pomeni, da bojo kaj naredili, ampak to je prva stopnica, da vsaj razmišlja. Satanistični geni v odločevalskih omrežjih deluje po nekaj standardnih načelih. Eno načelo je hegelijanska triada. Teza, antiteza, sinteza, oziroma problem, reakcija, rešitev. Preprosto povzročijo problem s pomočjo propagande preko storilskih medijev, Hollywooda, Eurosonga, otvoritev olimpijskih iger. Povzročeni problem so, naprimer, napad 9. septembra, potem tista orožja za masovno uničevanje v Iraku, globalni terorizem, porušenje dobavnih verig, inflacija, uničeno okolje. To so dejansko, nekateri problemi so namišljeni, nekateri problemi so realni. Nekateri so izkoriščeni, nek naravna katastrofa, včasih zdaj vemo, da vreme močno manipulirajo, ne? Z geoinženjeringom, z harpom, z chemtrailsi, in povzročajo neurja, vremenske ekstreme, preveč vode, premalo vode, tudi požare. Prosim? Kako? Žled, ja, tako je.
To smo doživeli v vsej grenkobi. Ne. In kaj se zgodi? Ljudstvo je prestrašeno, ne, to ste opisali, prej malo to psihozo, ne. Reagira po scenariju in omogoči odločevalcem, da uvedejo rešitve problemov, ki pa dejansko ne rešujejo osnovnega problema, ampak omogočijo nov krog plenjenja strani globalnih odločevalskih elit. To je eden izmed temeljnih mehanizmov, ki deluje zadnja desetletja v družbi. Ukrajinska vojna, par misli takih, ne. A veste, niso se kar naenkrat skregali med sabo Ukrajinci, ne? Niti Putin ni kar naenkrat znorel. Vojne so vedno igre velikih odločevalcev za prerasporejanje interesnih področij, vedno zmagajo bankirji, vedno trpi in umira narod. Ni dobre vojne. Leto 2014 je bilo pomemben mejnik, Majdanski trg, ko je Zahod izvedel barvno revolucijo v Ukrajini, vrgel izvoljenega predsednika in vzpostavil nacistično-imperialistično oblast v Ukrajini. V vzhodnji Ukrajini je režim pobil več kot 20.000 ljudi. Rusko govorečih Ukrajincev. Državljanov Ukrajine. V ukrajinskih vojaških laboratorijih so razvili številne strupe, mnoge naravnane na slovanski DNK. Zelenski je napovedal postavitev jedrskih raketnih sistemov neposredno ob meji Rusije. Korenine segajo še bolj nazaj, v nacistični ukrajinski režim med drugo svetovno vojno, Stepana Bandero, v poboje Judov, Rusov, Poljakov, Ukrajincev. Grozote v vseh smereh. Razkrilo pa se je, da je veliki kapital imel svoje interese od Napoleonovih vojn naprej, razporejene na vse upletene strani. Takrat je Rothschildovska bankirska mreža razvila globalni sistem bančništva, ki je spodbujal in financiral vse upletene strani vse vojne. Od tistih mal naprej. Vojne je režiral ta sistem, postavljal na vrh ljudi, ki so bili koristni za njih. Od Mussolinija do Hitlerja in da tudi do Stalina. Ukrajinska vojna je v največji meri vojna zoper nas, državljane Evropske unije, v veliki meri pa zoper vse ljudi. Dolgoročne korenine sedanjega pohoda milijarderjev zoper človeštvo in planet razkriva tudi knjiga The World Sensorium, ki so leta 1946 podprli Rockefellerji, ki propagira izgradnjo World Brain, se pravi svetovnih možganov, na evgeniki utemeljenem konceptu povezanih možgan človeštva, inteligenca roja, vodenje kibernetiziranih osebkov strani nadnacionalne strukture, ena globalna uprava, en globalni nadzor, ena globalna policija, funkcionalistično dodeljevanje hrane in drugih virov. To so poimenovali znanstveni humanizem, tako da moramo biti res previdni z uporabo vseh izrazov, tudi tistih pozitivnih. V začetku leta 2022, 2 leti po uvedbi korona ukrepov, je lahko postalo vsem, ki hočejo in zmorejo razmišljati kritično, jasno, da so milijarderske agende stvarnost, da ima milijarderska kasta namen realizirati naslednje. Stalno injektiranje ljudem substanc za genetsko transformacijo, pretvorbo v pasivne, neinteligentne elemente interneta stvari in teles, energetske nosilce,
nas in otroke, eno svetovno korporativno oblast, monopolizacijo vseh naravnih virov, gospodarstva, negospodarstva in človeka. Odpravo človekovih pravic in svoboščin, odpravo osebne suverenosti in suverenosti nacionalnih držav, odpravo spolov, odpravo družine, odpravo naravne pridelave hrane, komodifikacijo vode in zraka, se pravi pretvorbo teh dobrin v blago, odpravo gotovine in osebne lastnine. To je zapisano v agendah, za nekatere mogoče še vedno teorija zarote. Jaz bi temu rekel bolj zarota kot teorija. Glavna tarča digitalne preobrazbe človeka so otroci, ki jih tehnološki giganti s pomočjo blockchain, umetne inteligence in drugih tehnologij pospešeno spreminjajo iz inteligentnih, čutečih, razvijajočih se mladih ljudi v robotizirana zaslužnjena bitja. Povezati se moramo starši, stari starši, drugi sorodniki, učitelji in drugi državljani, ki se zavzemamo za dve temeljni zadevi, ki jih bom večkrat omenil. Ena je humanizem, druga je suverenizem. Naša temeljna zahteva je osvobojena šola, v kateri bodo svobodno bivali in se učili učenci, dijaki in študenti in svobodno delali učitelji vseh ravni. Zavedamo se, da je na področju predšolske vzgoje v Sloveniji bila dosežena mednarodno zgledna raven dela z otroki. To hočemo ohraniti in nadgrajevati, enako velja tudi za vse druge oblike vzgoje in izobraževanja. Zavedamo se, da dober vzgojno-izobraževalni sistem je možno vzpostaviti in razvijati samo v dobro upravljani nacionalni državi. Zato se moramo kot državljansko gibanje povezovati z vsemi drugimi družbenimi akterji, ki si bodo prizadevali za humanizem, suverenizem in upravljanje naše nacionalne države v dobro nas, njenih državljanov. Organizirati se moramo v smeri upravljanja države v dobro državljanov brez političnih strank, kratkoročno pa si moramo sami v prizadevanju z drugimi pridobiti politični vpliv, ker zapiranje v neke skupinice skromne, pohlevne ne bo vodilo do osvoboditve, niti ne do obrambe. Politični vpliv, ki bo pripomogel pri uresničevanju naših ciljev. Morda samo tako umesen medklic. Zastrupili so nam pojem politika. In kdor kritizira politiko, ima velikrat večinoma prav. Ampak po drugi strani se mi moramo zavedati, da politika pomeni upravljanje zadev skupnega pomena. In če mi kot državljani nimamo vpliva na te zadeve, ta vpliv uveljavlja nekdo drug. In tako stanje imamo sedaj. In to pa ne pomeni, da bi zdaj morali na glavo postaviti sistem, da bi se vsak moral z vsem ukvarjati, da bi vsi vsem odločali vsak trenutek. To je nerealno. Ampak nas tiščijo tudi tja. Boste pa vsi kot inteligenca roja s pomočjo blockchaina, elektronske volitve, elektronsko glasovanje, vsi vsak trenutek vsem glasujejo. To je v bistvu perverzno. To je obratno od tega, kar bi bilo za nas dobro. Zato mimogrede o sistemu upravljanja neke vrste prosvetljena demokracija, strokovna demokracija, tudi v tej knjigi s Katarino piševa, kako osnutek sistema, kako bi lahko delovalo upravljanje nacionalne države, da bi lahko država služila državljanom, kar je napisano tudi v deklaraciji neodvisnosti, naprimer kot enem od najpomembnejših dokumentov v ZDA. Tudi kaj dobrega prihaja iz Amerike. Najboljše in najslabše stvari prihajajo tam.
vsi akteri na političnem in ob političnem področju, ne, ker politika je zdaj tako zelo razdeljena. Imate te stranke, ne, ki so itak, veste, kaj so, potem so civilno-družbene organizacije, te nevladne organizacije, pa razne, pa sindikati, pa tako naprej, to so ob politični akteri. In zdaj jaz vam predlagam stališče, ne, kdor se v obdobju zadnjih 2 let ni odločno in javno opredelil zoper korona ukrepe, se mora umakniti iz javnega delovanja. Ker ti ljudje in te organizacije delujejo proti nam. In to ne samo tako malo proti nam, ampak nam strežejo po življenju. Dokumentirano. Brez lažnega voluntarizma, ne, da vsi vse znamo in tako naprej, ne smemo se pustiti tukaj prevarati. Ne. Jasne mora biti predstave o temeljnih pojmih, ne, kaj je to družba, kaj je to politika, kaj je to tehnologija, kaj je denar, kaj je upravljanje, kaj so razredni interesi, kaj je identitetna politika. Ne. Navedel sem nekaj pojmov, pozitivnih, negativnih. Ampak brez tega se z orožji globalistov ne moremo spopasti. In smo potem izpostavljeni politiki del in vladaj, razpraševanje naših dobrih idej, samo da se ne organizira. In to, kar ste vedeli, vi ste predvsem omenjali, čustvena, neka euforičnost, predajanje nekim ekstremnim čustvom. Ne, da bi bili proti čustvom, samo razum je treba tudi v to naše. Tako je. Zdaj, globalistična omrežja obvladujejo človeško družbo skozi več dimenzij manipulacije. Pomembno vlogo pri tem imajo dogme. O 4 najpomembnejših dogmah s Katarino piše v knjigi. Prva je dogma denarja, druga je dogma virusa, tretja je dogma demokracije in četrta je dogma ogljikovega dioksida. To so vse 4 najbolj ključne kategorije, ki odločajo o našem življenju in smrti in so jih globalisti preko svojega vpliva na akademsko sfero postavili na glavo. Veste, tole, kar malo ste omenili, vprašanje denarja, pa zlata, pa kriptovalut, pa tako naprej, to so prava vprašanja, ne? Jaz se kratkoročno strinjam z vsem tudi, kar ste povedali. Opozoriti pa moram nas izredno, mislim, v knjigi malo več o tem pišemo, o vprašanju denarja. Ker v vprašanju denarja nas zapeljuje na različne načine, stran od resnice. Denar je ena od najkoristnejših iznajdb človeštva. Stara 5000 let. Prvih 2500 let se je kategorija denarja uporabljala konstruktivno, kjer je tudi vladal princip jubilee, odpuščanje, odpis dolgov v časih krize. Potem je pa Rimski imperij uvedel obrestni račun, ki ga je sicer poveril v operacionalizacijo Židom, Aškenaze. In jih v nekem smislu tudi žrtvoval, gre za povratne kroge tega izkoriščanja in tako naprej. Ampak ne bom o tem veliko govoril, samo da vam miselno pač predlagam razčiščevanje okrog denarja je ena zadeva zelo pravzaprav preprosta in jasna. Denar, mislim, teoretično ima se 2 različni teoriji. Ena trdi, da denar izhaja iz barterja, se pravi 2 ovce za 6 vreč tega, pa krampe, pa tako naprej. Druga teorija, ki je pravilna, je pa teorija, da je denar nastal iz kredita, da je to družbeni odnos. In zelo pomembno se je zavedati, da denar po svoji funkciji nima nobene vrednosti. Naloga denarja je, da omogoči merjenje in razdelitev vrednosti, ki jo ustvarjamo mi z našimi aktivnostmi. In edina protivrednost denarja je človeška aktivnost. Ne samo tisto delo, recimo v marksističnem smislu, vrednost v družbi je širši pojem, ki ga recimo sociolog, politični ekonomist, ga bom kasneje povedal, madžarsko-angleški,
podrobneje Karl Polanyi. Karl Polanyi o tem govori, tako bi rekel, na višji ravni. Tega se moramo zavedati, da denar, zato zlat denar ni po definiciji dober denar. Naložbe v zlato so lahko modre, tako na nivoju posameznika, ali pa srebro, kot na nivoju centralnih bank držav. To je res. Ampak ni pa potrebno, da bi država imela protivrednost svoje valute v zlatu, celo slabo je to. To je zaviralno za družbeno gospodarstvo. Prikriva se pa s temi teorijami temeljni problem, komu služi denar v družbi. Ampak, če kdo v dilemi, ne se samo spomni na atentat na Kennedyja. John Kennedy je bil umorjen v Dallasu, mislim, da 3 mesece potem, ko je vrnil koncesijo za proizvodnjo denarja iz Feda, se pravi iz Ameriške centralne banke, ki je privatna korporacija, nazaj v Ministrstvo za finance, se pravi pod državni vpliv. Tako da pri denarju je bistveno, da je denar ljudski. Ena ameriška ekonomistka zelo dobro piše o tem public banking system. Se pravi, važno je, da je centralna banka bo morala zopet nazaj postati del nacionalnega gospodarsko-političnega prostora, kar je pa popolnoma skregano z logiko sedanjega imperialnega upravljanja planeta. Ker to prva stvar, ki jo vsaki članici Evropske unije naredijo, je, da jo vzamejo monetarno suverenost, potem še davčno suverenost, potem že celotno fiskalni sistem. To pomeni, da je država kastrirana. Tako da je temeljna kategorija suverenosti je monetarna suverenost. Kar ne pomeni nujno, da bi mi morali tako iz evra ven, ampak moramo dobiti kot Slovenci pristojno na svojo centralno banko. Ampak se spet definira, kdo smo to mi. Ker ta banda, ki je zdaj na vrhu, ne dela za nas, dela za njih zunaj. In vsem se lahko še 3-krat zamenjajo v tem sistemu, ne bo spremenil. Rabimo, da iz takih zadev nastane neka nova kvaliteta. Torej o teh dogmah. Torej gre za sprevrženo pojmovanje navedenih družbenih in bioloških kategorij, ki pa so ključne za naše življenje, za naše zdravje, za našo svobodo. Če so napačno definirane, ni rešitve za nas. Gre za akademsko podprte prevare na glavo postavljenih dejstev. Nihče, ki si ni razjasnil napačnih, sprevrženih razlag navedenih dogem, ne more tvorno sodelovati pri ugotavljanju, kaj se dogaja, zakaj se dogaja, kar se dogaja, kam to pelje, kaj to pomeni za mene osebno in za nas skupaj. Tako da to razčiščevanje vam priporočam. Zaključujemo. Zdaj v tej knjigi tudi dajemo vire, mednarodno uveljavljene strokovnjake, kjer lahko greste tisti, ki vas posamezno področje zanima bolj v globino. Mimogrede, tudi okrog konceptov imunskega sistema. Najsodobnejši znanstveniki, Thomas Cowan, pa Andrew Kaufman, pa skupina teh progresivnih opozarja, da je tudi pojem, ki nam je bil domač, imunski sistem, v bistvu vsajen namensko strani germ theory, se pravi teorije klica, zato da bi vse v ljudeh pomagal zbuditi občutek, da nas od zunaj nekaj napada, mi imamo pa nek obrambni sistem. Več o tem piše dr. Thomas Cowan, ena kratka knjiga je, ki je tam tudi navedena, kratka 45 strani, kjer razlaga prvič, da patogenega virusa ni, in drugič, zakaj zbolimo. So 4 temeljni vzroki, samo 4 vzroki bolezni so, se v nekaterih ste bolj govorili. Vse to pa izvira ta knjiga je tudi vrh ledene gore, ta, ki jo navajamo od Thomasa Cowana, gre pa nazaj do Rudolfa Steinerja, pa do Hammerja, pa tako naprej, pa do Béchampa, se pravi terenske teorije.
To so Rockefellerji so za American Medical Association konec 20. stoletja postavili na glavo teorijo medicine. Uničili celostno medicino, ne, homeopatijo, ne, ki je do takrat prevladovala, in upeljali alopatsko medicino, ki temelji na proizvajanju farmacevtskih produktov, ki človeku lajšajo eno težavo, ki pa povzročajo vrsto drugih zadev. Ja, no, teh dogem jaz nikjer, pa dosti študiram zadnjih 15 let, nisem nikjer našel tako kontekstualno povezanih, a ne. Posamezne gradnike boste pa lahko kontrolirali pri uveljavljenih avtorjih, a ne. Tako, ena stvar, grenka mogoče, ne. Kdor se bo zanašal na rešitev od globalnih odrešiteljev, ne, od doktor Filmiha do globalnega repozitorija, do naravnega prava, do živega človeka, do staroverskih skupnosti, do prasindikatov, lahko se v teh zadevah je tudi veliko pozitivnega, ne, ampak nahajate se tam, kjer vas globalisti želijo. Torej ne zanikamo relativne koristnosti posameznih stališč in aktivnosti, ampak zavedati se moramo, da ti akterji do osnovnih kategorij se niso opredelili na način, ki bi nam omogočil preživetje. Kako prepoznati kontrolirano opozicijo, ne? Lažno opozicijo, delno opozicijo, naše navidezne prijatelje? A je to pomembno vprašanje? Peta kolona, seveda. V Rockefeller-Gates strateškem dokumentu Lockstep iz leta 2010 je eksplicitno predvideno, da se bodo ljudje korona ukrepom upirali. In uporabljeno je Leninovo načelo: za nadzorovanje opozicije je najbolj učinkovito, da jo vodiš sam. Posledično je večina upiranja prežeta z vplivi iz ozadja, ki ustvarjajo, usmerjajo in podpirajo kontrolirano opozicijo. Zdaj, jaz se izrazito želim vedno distancirati od tega, da bi hvalil ali pa grajal posamezne ljudi ali pa tako naprej, ne. Zato vam bolj ponujam kriterije, da se boste odločali sami. Globalno deluje kontrolirana opozicija z naslednjimi stališči. Virus SARS-CoV-2 ni bolj nevaren od gripe. Taka prijazna na prvi pogled zadeva, ne. Potem država naj omili ukrepe, zagovarjajo razumne ukrepe. Poznate te akterje, ne. Potem pravijo, samo nekatera cepiva so nevarna. Problem COVID-19 cepiv je, da niso dovolj preizkušena, da so eksperimentalna. Gre za umeten virus spuščen iz laboratorija, gre za kačji strup. Pandemijski ukrepi niso ustrezni. Vidite tudi pri nas naslove člankov, ne? Slabo menedžiranje pandemije, ne? Umaknimo se v paralelno družbo. Samo nenasilno protestiranje in politično korektno pogajanje. Investiramo v prezračevalne naprave. Problem je komunizem, problem je socializem, problem je kapitalizem, problem je neoliberalizem. Ogromno imate zdaj akterjev. Jaz vam svetujem, ne pustite se zapeljati nekomu, ki vam govori o nevarnostih komunizma danes. Včasih smo bili člani Zveze komunistov pozitivno razmišljajoči ljudje, ki smo potem iskali druge rešitve. Ne? Svet naroda, no. V glavnem, to ni danes sila, ki bi bila omembe vredna, ne? Ampak vi imate celo desnico svetovno, ki marsikaj pametnega pove. Danes, recimo na svetovni ravni, imate vi od Alexa Jonesa pa tega več resnice in relevantnih zadev kot od teh norih kvazi levičarjev, ne? To je sicer res, ne? Ampak oni vedno govorijo o nevarnosti komunizma, da je nevarnost v bistvu, da so ti ukrepi Bidenovi komunistični, ne?
kar je seveda skregano z. Samo še ena prevara je to. Ne? Da so problem Judi, ne? Čeprav so lahko, ampak ne smemo pristajati na neko versko, rasno opredeljevanje. Ne? Problem je Bill Gatesa, je sigurno je problem določen, samo on je samo marioneta. Ne? Tako da bi mi ves bes človeštva skoncentrirali v posameznike, to je ambicija. Ne? Da ne vidimo sistemskih problemov, ampak da koliko je nagražen, pa zdaj se piše cele strani, koliko ima velik trebuh, pa on nam bo zdaj svetoval zdravo življenje, poglej, kakšne joške ima pa. Donald Trump je rešitelj. Imate tudi v Sloveniji, imate navdušence nad Trumpom. Čeprav Trump je zagrizen zagovornik cepiva. Celo precepljenje ameriškega ljudstva za Warp Speed projekta. Se pravi, s pomočjo vojske pocepiti prebivalstvo. Ja, Warp Speed projekt je bil to. In on je najhujše eugenike dal v svoj štab. Ja. No, ta navedena stališča so problematična in so nesprejemljiva, ker opravičujejo sedanji oblast sistem tak, kot je, da bi se s to oblastjo dal kaj optimizirati. Akter tega je globoka država, skozi vrsto različnih kanalov in posledica za nas bo večno suženjstvo, če bomo pristali na te prevare. Zdaj, na drugi strani je nepodkupljena znanost, ki jo je možno tudi zaznati na svetovni sceni, ki pa nastopa v kontrastu naslednja stališča. Prvič, virus SARS-CoV-2 ni bil nikoli izoliran. Ne potrebujemo nobenih ukrepov. Ni dokaza o obstoju patogenega virusa. Nobeno cepivo ni nikoli niti preprečilo, niti pozdravilo nobene bolezni. Vem, to je za marsikoga hudo. Za mojo ženo, ki je farmacevtka bila, dolg časa ni mogla verjeti. Potem pa naletiš na Anito Petek, pa na vrsto znanstvenikov, pa na dr. Matejo Černič, pa nas, ki je napisala knjigo o tem ideološkem konstruktu cepiva, kjer je po uradnih statistikah to, kar sem vam zdaj povedal, tudi dokazano. Ampak nismo tega gledali toliko. Zdaj pa čas, da to pogledamo, ker v laži se ne bomo mogli osvoboditi. Živalski virusi ne napadajo ljudi, ker jih ni. Niti en kriterij za pandemijo ni izpolnjen. Niti en. Tudi če verjamemo vsem, patogen virus je, SARS-CoV-2 je, vse je bila smrtnost leta 2020 0,14%. Se pravi, zanemarljiv vzrok smrti. Dodatno pa v bistvu ta smer, ki jo tudi jaz zagovarjam, pravi, potrebujemo spremembo sistema. Iz paradigme smrti v paradigmo življenja. Mi se nahajamo v paradigmi smrti. Znanstveno, politično, ekonomsko, rečemo, to je neoklasična politično-ekonomska šola, neka njena neoliberalna, visoko financializirana smer, tako bi rekel strokovno opredelitev, ampak praktično pomeni to paradigma smrti, zaradi tega, ker v tem sistemu življenje in narava nima nobenega mesta, ni definirano. Poleg vseh ostalih slabosti. In ne gre, nujna je vzpostavitev svobodnih nacionalnih držav za svobodne državljane. Če mi ne obranimo Slovenci Slovenije, Hrvati Hrvaške, Avstrijci Avstrije, vsak mora svojo nacionalno državo, ljudstvo jo mora osvojiti nazaj. Mimogrede se to že piše v ustavi, se to ni zdaj neka revolucionarna zahteva. Se v 3. členu ustave piše, da je Slovenija, da ima Slovenija oblast ljudstva. Ne drugim. Proti transhumanizmu za humanizem. Proti 4. industrijski revoluciji. 4. industrijska revolucija predvideva kibernetizacijo človeka in sintetiziranje narave.
To ni. A veste, ne me narobe razumeti, jaz tudi podpiram, recimo, zelo cenim to, kar se v Sloveniji dogaja za šolanjem na domu, ne, pa za pridelavo hrane. Ne. In upam, da bo to še naprej samo na dolgo roko, nam oni tega ne bojo pustili. Tako da ni umika, ne. Mi moramo državo dobiti nazaj, ker je naša. Zdaj tega ne moramo danes na jutri. V tem, kaj konkretno mi lahko naredimo, bomo čez kakšno minuto ali pa dve, mogoče še kakšen predlog dala, ne? Ampak zdaj smo še pri tej fazi, ne? Se pravi, v dani stopni razvoja človeštva in tle je vrsta političnih ekonomistov, sociologov, ki to tezo zagovarja, nimamo bolj optimalnega nivoja, kot je nacionalna država. Pod nivojem države, recimo pokrajine, ni, ker ima država proračun pa vse te zadeve čez, naddržavne institucije pa delujejo izključno v interesu koncentriranega kapitala. In če mi ne uredimo nivoja nacionalne države, tudi drugih nivojev ne moremo urediti. Zato se sistematično, to vas moramo opozoriti, nacionalno državo ruši od zgoraj, se pravi Evropska unija kot globalistična postojanka ji jemlje suverenost, istočasno se pa spodbuja regionalizme, to pomeni, da se nažre državo od spodaj, in potem vi dobite ponosne Prekmurce, pa Polance, pa tako naprej, ker naenkrat ni več Slovenija faktor. Ni povezano. Ja, ampak pogledajte, mi Slovenci smo že itak je to majhna država. Ne? Mimogrede, deli in vladaj. Ne? Po letu 1945 se je število nacionalnih držav na svetu podvojilo. Zato, da se lažje kontrolira. Ne? Razpad Jugoslavije ni nastal, ne? Je bil od zunaj zakurjen, ne? Po konceptu barvnih revolucij. Ne? Jaz si ne želim nazaj v jugo, taka kot je bila, se je imela svoje probleme, seveda, ne samo šli smo pa iz držav pod kapane. Torej, ni rešitev v razpadanju držav v manjše, to so samo, bo rekel, slabše obledljive, slabše obranljive enote strani državljanov. No, mi se moramo boriti za Slovenijo, za našo kulturo, za naš jezik, za našo identiteto, ker to nas opredeljuje. Ne sovražimo nikogar in ne podcenjujemo. Ne. In bomo sodelovali z vsemi na medčloveški ravni. In pa proti tehnokraciji. Ne, kaj je tehnokracija? Ne, tehnokracija je ena svetovna uprava, ne, se pravi vodenje čist po direktivno. Ne. No, če pa zavamem taka stališča, kot se jih predlagal zdaj v zaključku, to ruši korona ukrepe in cepilni fašizem. Zdaj tisti, ki to zagovarjamo, nas obtožujejo antivakserstva. Ampak jaz sem antivakser, priznam. Ne? Ampak to prepričano, ker sem preštudiral problematiko cepiv. Cepiva so zanimiva hipoteza, ki jo je postavil Pasteur, ki jo je potem naprej utemeljeval Jenner z kozami in Enders, ki je dobil Nobelovo nagrado tam leta 52-53 za izolacijo virusa, ampak to je vse prevara, kar je Pasteur sam priznal v svojih laboratorijskih zapiskih. Se pravi, ta hipoteza, ki pomeni okužim telo z nečim in telo razvije protitelesa, protistrupe in postane odporno proti temu, je zanimiva. Lahko bi držala, ne? Samo znanost se ni nikoli potrdila. Ni nobenega dokaza. Ne? Po drugi strani je pa res, da ta obvladovanje sveta danes si ga brez tega virusno cepilnega koncepta Rockefellerjeve medicine ne moramo zamisliti. Tako da, če pade teorija virusa, Vse pade. Tega se zavedajo, zato se to ruši. Zdaj se bije velika bitka na svetovni ravni, ki je zelo delikatna, ker na strani borcev proti korona diktaturi je veliko svetovnih znanstvenikov, eminentnih, ki so proti korona cepivom, so pa pristaši cepiv. Dr. Malone, dr. Eden, dr. Wodark,
Ampak potem, ko pa greš nazaj, pogled, pa vidiš, da je recimo dr. Malone, ne, kot neki junak, on je delal, celo življenje je delal za Darko, pa za Cijo, na teh genetskih pripravkih, zdaj solze toči na tem, kar se dogaja, ampak je tako kot nek Jeffrey Sachs, ko je povzročil desetine milijonov mrtvih v konverziji Sovjetske zveze v Rusijo, s tistim ekonomskimi koncepti, tako je pa ta tle na tem na zdravstvenem področju. Na koncu priješ do tega, resnica je ena, lahko jo tudi spremenimo, če znanost dokaže nekaj drugega, ampak ne podkupljena znanost. V tem je problema. Torej, edina pot do svobode je to, da gremo po teh načelih. Zdaj, kaj imamo? Konkretno, imamo Zavod za svobodo življenja, ki ima eminenten strokovni svet, magister Karin Rižner, dr. Katarina Vidmer-Ferkov, dr. Uroš Tobnikar, Gregor Knafelc, Mateja Černič, dr. Ana Kavčič-Pucihar, Anton Komat, Živan Krevelj, jaz. Mi smo bolj za programska vprašanja. Znanstvena programska vprašanja. Do zdaj smo pač naredili, kar smo lahko. Imeli smo veliko večje ambicije, ampak ni bilo med prebivalstvom, med sindikati, med organizacijami, med gibanji, nekaj iskrenega zanimanja za neko povezovanje. No in zdaj imamo novi zavod za narodno suverenost, ki ga vodi Ivan Jurgec, za povezovanje posameznikov, gibanj, organizacij, po zgledu do sedaj najbolj množične organizacije, Združena Dolenjska, ki jo predstavlja Bernarda Žužek Štravs, je tukaj prisotna. In pogovarjamo se z Darjo, ali lahko to naše dosedanje sodelovanje skombiniramo v neko tako decentralizirano omrežje, ki pa bo imelo jasen cilj. Ker to, da imamo mi dobre ideje, da delamo na sebi, je nujno, je koristno, vsak od nas mora pač en tak svoj osebni načrt imeti, ampak če mi ne bomo znali povezati tega v osvobodilni program, se bomo vrteli v krogu. Tako da ne sprašujemo se preveč, kaj nas čaka. Globalisti so nam namenili zastrupljanje, ropanje, prerano smrt. To je dejstvo. Zdaj se vam vprašam, kako se bom jaz postavil, kako se bomo postavili mi skupaj. Ali bom to sprejel, pa se poskušal prilagajati, pa kompromisi, pa malo levo, pa malo desno, ali bom pa rekel ne. Kar bi z drugimi besedami rekel, bom poslušno sodeloval v skupinskem samomoru, ali pa se bom aktivno uprl po svojih najboljših močeh. Če se bomo odločili za akcijo, naj bodo naši kratkoročni ukrepi, koraki kompatibilni z dolgoročno usmeritvijo. Pot preživetja, o kateri govorim, je pot enotnih ciljev. Razpršenost na množico različnih zamisli je garancija za zmago zla, za zmago smrti nad življenjem. Globalizem je organiziran po vojaških načelih in deluje usmerjeno, fazno in brezobzirno. Hvala za vašo pozornost. Če imate kakšno vprašanje, bom poskušal odgovoriti. Blaž, da ne bomo izgubljali časa, briljantna analiza, celostna, z tudi dobrimi usmeritvami, kakršnih do zdaj, mislim, tako koncizno, ko si ti postavil, jaz saj nisem še slišala. Bi pa rada zdaj na hitro, zdaj smo že utrujeni, cel popoldne tole traja, sem prepričana, da ni tole, prvo je, ni pa sigurno zadnje srečanje, veliko dela nas čaka, ampak a lahko samo iz tega, kar si rekel, organizirati se moramo brez političnih strank in pridobiti si moramo politični vpliv. Pa tole zdaj, kaj tlele vidiš, lahko to združiš v eno, na hitrco, kako naj se od zdaj tle naprej ta zvezda širi. Približen, kaj imaš v mislih? To je naše skupno iskanje. Jaz sem sicer bil zelo konkreten
v knjigi s predlogom, kako bi demokratična družba lahko delovala. Ne. Začne se pri konstrukciji parlamenta in tako naprej. Ampak mi smo zdaj v poti tja. Ne. In v bistvu tisto, brez česar ne moremo, sta dve sestavini. Ne. Eno je program, drugo je pa organizacija. To je podobno malo tudi Osvobodilni fronti iz leta 1941. Ja. Zdaj, jaz ne bi raznih čustev, ampak takrat se je 15 različnih družbenih organizacij, slovenskih, povezalo v organizacijo, ki je postavila 7 točk, katerih bistvo je bilo boj za osvoboditev in drugič vzpostavitev človeku prijaznih razmer po osvoboditvi. Temu so rekli ljudska demokracija. To so zapisali v tej točki. Pa še par drugih stvari, ampak in je zdaj tako. Mi se vrtimo zdaj 2 let precej v krogu. Vse sorte iniciative so, pa pobude, pa dajmo to, pa dajmo ono. In marsikaj od tega je v redu. Ampak jaz sem sam poskušal z velikim številom teh ljudi sodelovati, tudi predlagal sem nek predlog skupne vizije, pa se mu histerično umikajo. Zato je tako, mi se moramo odločiti, da bomo štikali na poti v digitalni Auschwitz, nekaj počeli, pa nekaj se rešvali, ali bomo postali aktivisti, to pomeni tudi tvegali, ampak jasno, noben ne bo brez glavo nekam, bolje je, da sedim na mestu in meditiram, ali pa delam dihalne vaje, kot da delam neumnosti. Se pravi, program mora biti, jaz sem ga predlagal program. Jasno je treba vse slovenske kapacitete intelektualne združiti, da se bodo te stvari izpopolnjevale. Ampak temelj tega je jasen. Kdor se ne strinja z suverenizmom in s humanizmom, je na drugi strani. Dobro, super. Ja. Vprašanje. Niti ne, ampak samo tako razmišljam, da to dihanje, ko ste ga omenili, traja že 2 leti. Se pravi, zdaj je potrebna aktivnost. Ja, se to smo tako razumeli. razumeli. To je zdaj aktivnost. Zdaj treba aktivno delati. Kaj? Kako? Kje prijeti bika za roge, in na katerem nivoju? Ni tistega čarobnega vzvoda. Ne, vem, da ni. Ampak recimo, jaz se trudim že 2 leti. Jaz delam že 2 leti. Ivan dela že 2 leti, Bernarda dela že 2 leti. Tam imajo okrog 1000 članov na Dolenjskem. Tam so organizirani, pa so postavili, pa se sede, pa pride norci zraven, pa se spet postavi. Ne, ampak pridobivamo si pa v tem izkušnje, spoznavamo se. Planine, morje, polja, rude, kruh. Prelepi zemljevid okrog Ljubljane, v Slovencih vedno bolj človeški duh. Že vstajajo iz nas svobodni knezi in se združujejo z junaki zmag in z novim rodom v delovni zvezi vsi merimo v prihodnost svoj korak. Iz veka v vek postajamo družina, po krvi in ljubezni brat v brat. In zemlja nam postaja domovina in v srečo se spreminja bela sad. Zato pristopi na prestol sedi slovensko ljudstvo in začni oblast pravično v delih, vidensko v besedi in bodi drugim ljudstvom vzor in čas. Evo, Blaž, en izvod zate. Hvala lepa. Super. Imeli se kaj najde v zakladnici, izredno. Ja, kako je to, kar bi za danes pisal? Je prav v redu. Ja, super. Torej nesmrtni Kozbek, vedno bolj aktualen. Kozbek, Košovel, Kajuh, pa to je neverjetno, kaj najdeš. Nesmrtni, ja.